Bil je vroč poletni dan in Celjan Gregor Janežič je s prijatelji razigrano skakal v osvežujoče Šmartinsko jezero. Počitniško veselje se je zanj, žal v hipu in za vselej, sprevrglo v tragedijo. Ja, bil je 3. avgusta vroč poletni dan in s prijatelji iz bloka in okolice smo se odločili, da se gremo kopati na Šmartinsko jezero, ker smo se začeli loviti in skakati v vodo. In sam sem žal enkrat prehitro skočil v vodo in zadel v skalnato dno ter v trenutku postal hrom. Prijatelji so Gregorja potegnili iz vode in poklicali reševalce. Iz celjske bolnišnice so ga nemudoma prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer je ostal 3 mesece in tam praznoval tudi svoj 16. rojstni dan. Nato je skoraj 2 leti preživel v rehabilitacijskem centru Soča. Takrat se je za mene zelo spremenilo življenje in tudi moje starše in vso okolico. Dejstvo je, da to je najin edini otrok in če pride do takele nesreče, pa to se ti tudi svet podre. Pri nesrečnem skoku je bilo prekinjeno živčevje pri 3. in 4. vratnem vretencu in Gregor od takrat naprej ne čuti ničesar od vratu navzdol in ne more ničesar premikati. Ker so njegova pljuča zelo oslabljena, mora uporabljati tudi kanilo za lažje dihanje. A življenje se po poškodbi ne konča, so prepričani Gregor in njegovi starši. Prvi meseci ali celo leta, 2-3 po nesreči, so bila res težka. Da si urediš misli, da vidiš, da lahko tako tudi živiš in se da tudi tako kaj ukvarjati, početi, da ni treba, da si zaprt med 4 stenami. Imam nekaj sošolcev, še iz osnovne šole, ki res prihajajo k meni redno, se družimo, gremo na kakšen koncert, nogometno tekmo, kam ven, tako da nisem samo doma in poskušam biti čim bolj aktiven. Gregor je velik ljubitelj nogometa. Pred nesrečo je treniral pri celjskem klubu Publikum. Zato je bil zelo vesel svojega vzornika Zlatka Zahoviča, ki ga je obiskal na Soči. Tudi po poškodbi je meni na prvem mestu ostal šport, nogomet. Tako da še vedno najraje spremljam nogomet. Moram povedati, da smo tudi bili v Barceloni. Smo obiskali tekmo Barcelone, ker sem sam velik navijač nogometnega kluba Barcelona. Kljub tetraplegiji je Gregor precej samostojen. Svoj prvi električni voziček mislim, da sem dobil po približno leto dni, kar je za mene pomenilo veliko spremembo in velik optimizem, da sem se končno lahko začel spet malce sam premikati in to je bila že ena velika pozitivna sprememba v mojem življenju. Mi imamo hišo tudi prilagojeno, da imamo brez stopnic, da imam vse ravno in pripomočke, ki imamo olajšane. Sobno dvigalo, da me data z dvigalom v posteljo in iz postelje. In tudi peljeta do banje, kjer me stuširata in skopata lahko. Tako da si čim bolj olajšamo življenje, da bi lahko čim dlje potekalo, tako kot je. Na električnem vozičku lahko z brado upravlja tudi televizijo, telefon in računalnik. Tako da z večino časa preživim na računalniku, brskam po spletu, poskušam v našem društvu pomagati urejati spletno stran, da se počutim vsaj malo aktivnega in pomagam družbi, da mi hitreje mine čas. Danes 33-letni Gregor je poleg Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske
Najbolj hvaležen svojim staršem, ki mu omogočajo, kolikor se le da, normalno in polno življenje. Mi optimistično gledamo na jutrišnji dan, ker drugače je zelo težko. Jaz vedno pravim, Grega, poglej druge invalide, ko so mogoče slepi ali še kaki težji in tudi lahko normalno funkcionirajo, tako da moramo mi to tudi in tako, da praktično ni problema. Mislim, da kar dobro funkcioniramo. Imam status invalida, upokojiti se ne morem, ker se mi je to zgodilo kot dijaku brez delovne dobe. Njegova mati je zaposlena kot družinska pomočnica. Ogromno mu je pomagala tudi psička Sani. Gregorju pripada še dodatek za nego in postrežbo v višini okoli 300 evrov, država pa je prispevala tudi 80% vrednosti predelave kombija, s katerim se družina Janežič včasih odpelje na morje. Ne, kopam se ne več, je pa zelo dobrodošlo zamenjati okolje. Pred kratkim smo bili na morju za en teden in da malo zamenjaš okolje in druga klima, srečaš druge ljudi, kar potem pozitivno vpliva na tebe in ti da novo energijo za nov zagon za naprej. Ne smeš se vršiti puške v koruzo, ampak optimistično gledati na jutrišnji dan, ker samo tako se najlažje prebrodijo te travme. Gregor občuduje in pogum znanstvenika Stephena Hawkinga, ki mu daje upanje, da bo še kdaj stal na nogah. Tudi on je zelo pozitivno vplival na vse invalide, bi rekel. Veliko dal za te raziskave in mogoče še pa upanje tudi, da se pa kdaj to izboljša in da bojo lahko operirali, da se še pozdravimo ali si olajšamo življenje. Vsako leto se pri skokih v vodo, najpogosteje v reke in jezera, usodno poškodujeta vsaj 2 osebi, zato Gregor svetuje: Prvo naj bojo zelo previdni in se prvo prepričajo, kako globoka je voda. Če je kalna voda umazana, najraje ne skačejo in čim bolj previdni pri skokih v vodo. Pa vedno roke spredaj, pa naj se kopajo v družbi, ne sami, da če se ti že naredi kakšna nesreča, da imaš kakšnega prijatelja, ki ti potem lahko pomaga.